niti en teden nas več ne loči od tega, če bomo igrali finale ali ne. Pa če bomo! One, two, three, Werewolves! 1, 2, 3, Generals! Vse se razvija v tem športu. To je čisto novi šport v Sloveniji, tako med drugo sezono, da obstaja prvenstvo. To pomeni, da so vse začetki, da je treba tudi dosti fantov nadušiti za to. Včasih eni pridejo, pogledajo, aha, kaj te to je. Dosti je pomagalo k temu seveda prenosi na slovenski televiziji, odnosno na Šport klubu, odnosno na Šport TV. Takrat je nastalo tudi vedno večje zanimanje, več jih je prišlo. Seveda je pa vse pogojeno od uspehov. Seveda, če so nekakšni uspehi tukaj, bojo tudi rajši hodili na treninge pa trenirali. Prihodnost je seveda, da se igra na čim večji ravni, da lahko uspemo čim dlje, da bi tudi prišlo do mednarodnih tekem. Seveda smo še od tega dosti oddaljeni, sploh mi. Za vsakega se nekaj najde, za čisto vsakega. To pomeni, lahko je mali, veliki, suhi, debeli, za čisto vsakega se lahko najde ena določena pozicija. Seveda to pomeni, da tisto pozicijo lahko igra, ne more pa zdaj igrati kaj drugega. Začetki kluba Maribor Generals vsega v letu 2008. Takrat se nas je nekaj Mariborčanov na forumu od ljubljanske ekipe Ljubljane Silverhawks odločilo, da bi se preizkusili v tem športu, da bi se dobili, probali ustanoviti ekipo. Tako je potem tudi bil prvi sestanek, na katerem je bil prisoten tudi Rok Grilec, sicer komentator NFL-a na Šport TV. Potem smo na prvem treningu, nas je že bilo 14, kar je bilo res odlično število. Glede na to, da se zdaj zgodi, da nas na treningu ni toliko, ampak to je bilo čisto tako, imeli smo eno, dve žogi, smo se žogo podajali, nismo poznali prav pravil. Potem smo pravila spoznavali preko interneta, preko televizije. Kmalu zatem je prišel na trening tudi Tibor Babič, še zdaj glavni trener ekipe, ki sicer igra na Dunaju. Tako da je on postal naš trener, je začel voditi treninge, oprema se je počasi nabavljala preko interneta, na začetku so nam malo pomagali tudi ljubljanski Silverhawksi. Potem pa se je število igralcev večalo, dosti igralcev se je že zamenjalo v klubu. Potem pa smo se začelo tudi, v tistem času se je tudi začelo premikati po celi Sloveniji, torej v Savinjski dolini so se ustanovili Gold Diggersi, kmalu zatem še Alp Devilsi iz Kranja. Teda smo se potem odločili, da bi naredili državno prvenstvo. Cut my life into pieces. This is my resort. Separation, now breathing. Get back up my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. I reach my last resort. Suffocation, now breathing. Don't give a fuck, get back up my arm bleeding. Do you even care if I'm top bleeding? Would it be wrong, would it be wrong? Bravo, Klaus, bravo! Bravo! Poslušaj, kateri play govorim, niti eden še ni funkcioniral. Hočete zmagati? Open! 30 klecov, zbiri brv! Komunika jasno!
Kaj pa se zberite, resno? Danes se Maribor Generals odpravljamo v Zagreb na verjetno najpomembnejšo tekmo te sezone. Gre za, bi lahko rekli, finale pred finalom. Pričakovanja združene ekipe Maribor Generals in Slovenska Bistrica Werewolves so vsekakor zmaga. Igralo se bo na stadionu NK Tekstilac v Zagrebu in nasprotnik so domača ekipa Zagreb Thunder. Na tekmo smo se zdaj pripravljali 14 dni, treningi so bili intenzivni, dobri, igravali smo nove taktike in upamo, da bomo uspeli nasprotnika do dobra presenetiti z njimi in s tem pripomogli k zmagi naše ekipe. Zdaj pa za vse, samo tekma še. Ni več pogovarjanja, razno o tekmi, o plejih se še lahko pogovarjate, to je to. Razmišljajte o tekmi, ni več dosti časa. Vse ostalo na tekmi. Take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. So let it get away. Cilj igre je doseči touchdowne, torej priti v nasprotnikovo končno cono. V vsakem napadu poskuša priti čim bliže, v obrambi ga seveda poskušajo ustaviti. Ekipa ima 4 poskuse za osvojitev 10 yardov. Ti poskusi so označeni z yard markerji, s takimi visokimi palicami, da se pač vidi, kako daleč je treba priti za nov prvi poskus. Torej, ko pač igralec žogo prije čez tisto mejo, dobi ekipa nove 4 poskuse. Žogo se lahko podaja, se z njo teče ali pa brca. Touchdown, torej ko prije igralec v nasprotnikovo končno cono, je vreden 6 točk. Potem se izvaja poskus za dodatno točko, torej za 1 točko ali pa za 2, ker se za 1 točko se brca v gol, za 2 se poskuša še enkrat priti v končno cono. Sicer pa tudi se lahko strelja na gol iz igre, torej predno se pride v touchdown, tista je vredno 3 točke. Vsaka žoga je vlovljena. Vsaki tekl je narejen, ni zgrešenih teklo. Zaprite oči in mislite na to. Ni false starto. Ni penaltijo. Penalties are drive killers. Ni. Zapri oči, razmišljaj o tem. Vsako žogo bom vlovil. Vsaki tekl bom naredil. Vsako žogo bom pravilno podal. Ran bom našel luknjo. Kick-off return, make a statement. Ali pa kick-off, make a statement. Na prvem playu, na prvem. Naj jih 5 leži. Na prvem. Če narediš na začetku statement, potem pa razmišljaš to, kaj sem zdaj povedal. Je ta tekma lahko naša? Odnosno, bo naša. Ajde, Patrik! Srna gremo! Ajde, Srnica! Bambi! Ajde, Ford!
Ajde, čelado dol, postavi se vrsto. Tukaj ti tuj. Ajde, gremo vrsto, vrsto. Ajde. Daj stani, če postaviš, break the handle. Daj sebe, še imamo za igranje. One team, on three, 1, 2, 3. One team! Ja, nič, izgubili smo, Bog pomagaj. Jak bi pravil, ogromno smo mi bili krivi, ko smo najprehitro prepoznali, kaj je pač bilo narobe. Predolgo smo se iskali, tudi na začetku smo bili malo preveč samozavestni, malo smo preveč mislili, kaj da. Tako, te pol časi smo nekako pogruntali. Te, kako smo pa enkrat začeli gruntati, nam je pa nažalost zmanjkalo sreče. Je pa tudi par sodniških odločitev pripomoglo k tomu, ko je bila malo ne-fair igra. Pač smo na Hrvaškem z hrvaškim sodnikom, tako Bog pomagaj. Pač žoga je okrogla, kaj še zdaj.